Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in rektorja Univerze v Novi Gorici, profesorja dr. Danila Zavrtenika. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je oplemenitila slovenski visokošolski prostor, prejme Univerza v Novi Gorici red za zasluge. Univerza v Novi Gorici je v 2 desetletjih naredila izjemen razvoj. Začela je kot fakulteta za znanosti o okolju in bila prva visokošolska ustanova z mednarodnim podiplomskim programom v Sloveniji. Uspešen razvoj je nadaljevala kot Politehnika Nova Gorica, ki je pedagoško delo še tesneje povezala z raziskovalno dejavnostjo. Leta 2006 pa je prerasla v pravo raziskovalno univerzo, v kateri sta raziskovalna in pedagoška dejavnost dva enakovredna temelja. V Sloveniji je postavila novo paradigmo. Znanstveno odličnost profesorjev je Univerza v Novi Gorici postavila kot pogoj za poučevanje sodobnega znanja na vseh 3 stopnjah univerzitetnega študija. Univerzo v Novi Gorici je Evropska komisija leta 2011 z velikim raziskovalnim projektom prepoznala kot ustanovo z največjim razvojnim potencialom v regiji na področju znanosti o materialih. Znanstvene objave njenih sodelavcev obsegajo presenetljivo širok spekter področij, od naravoslovja in ved o življenju do humanistike in inženirstva. Citiranost njenih sodelavcev pa je po zadnjih podatkih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v samem slovenskem vrhu. Zelo pomemben je tudi njen prispevek k čezmejnemu sodelovanju s sosednjimi raziskovalnimi inštituti in univerzami, pri krepitvi raziskovalne infrastrukture ter s tem k razvoju slovenskih obmejnih območij ob zahodni meji. Za večino študijskih programov Univerze v Novi Gorici so značilni sodobnost, visoka aplikativnost znanj in povezovanje z industrijskimi partnerji. To pripomore tudi k nadpovprečni zaposljivosti diplomantom vseh 3 stopenj. Značilno zanjo je tudi visoko število tujih profesorjev, kar je za Slovenijo pomembna novost. Študentom in profesorjem to daje dragoceno mednarodno izkušnjo in hkrati široke možnosti za izmenjavo z evropskimi univerzami. Posebej velja omeniti katedro za krasoslovje, ki je prvo UNESCO-ovo središče v Sloveniji. Univerza v Novi Gorici pomeni nov mejnik tudi glede njenega pravnega statusa. Je nedržavna univerza. Njen nastanek je dokaz izjemnega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in vrhunskimi raziskovalnimi ustanovami, mestno občino Nova Gorica, občino Ajdovščina, Institutom Jožef Stefan
in Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, dovolite mi, da se vam v imenu vseh sodelavcev naše univerze zahvalim za odlikovanje, ki ga sprejemamo kot znak, da je to naše delo v preteklosti opaženo in da je bil tudi naš poseben status in posebna vloga na nek način opažena in s tem, kar smo vnesli v slovenski visokošolski prostor. Naša univerza, tako kot je bilo omenjeno, je malce drugačna tudi po statusu in je tudi nastala na drugačen način. Ni nastala zgoraj navzdol, neko odločitvijo bodisi državnih organov ali drugega, da se četrta univerza v Sloveniji stvori, ampak je nastala od spodaj, iz želje znanstvenikov, posameznikov, da se v Sloveniji zgradi inštitucijo, ki bo drugačna, ki bo mogoče orala ledino na nekaterih področjih in ki bo tudi malce razburkala slovenski visokošolski prostor. Jaz upam, da smo s tem tudi uspeli. Torej, če zdaj pogledam nazaj, je to univerzo gradilo približno 500 bivših in sedanjih zaposlenih, največ nekaj več zunanjih sodelavcev, ki so v vseh teh letih z nami sodelovali oziroma še sodelujejo, in pa seveda ne smemo pozabiti študentov. Skozi vseh teh letih je šlo skozi našo ustanovo preko 4000 študentov in upam, da so dobili dobro znanje in da so v svojem življenju s tem znanjem tudi uspešni. In ta nagrada, to odlikovanje, pravzaprav gre vsem tem ljudem. In upam, da jo bodo tudi tako sprejeli in sprejeli tudi kot neko spodbudo za delo v prihodnje. Še enkrat najlepša hvala. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti profesor dr. Tadej Bajd, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport profesorica dr. Maja Makovec Brenčič, drage dame, spoštovani gospodje, prav lepo pozdravljeni vsi velecenjeni gostje. 20 let je minilo, odkar je Univerza v Novi Gorici začela svojo ustvarjalno pot. 20 let neumornega dela za boljši jutri. Dear ladies and gentlemen, we welcome you at the 20th anniversary of the University of Nova Gorica. Drage dame in gospodje, himna Univerze v Novi Gorici.
Profesor dr. Zavrtanik, prosim vas, če se mi pridružite na odru. Bili ste med ustanovitelji Fakultete za znanost v okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorica. Kako je spremljati otroka, ki tako hitro raste in v tako kratkem času postane pomemben člen v slovenskem visokošolskem prostoru? Izvolite, mikrofon je vaš. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovana in draga ministrica za izobraževanje, znanost in šport, cenjeni gostje, dragi sodelavci in sodelavke, študenti in študenti. Začetki univerze v Novi Gorici segajo v letu 1994, ko je takratno vodstvo inštituta Jožef Stefan razmišljalo o bodočnosti te inštitucije in želelo začrtati pot transformacije našega največjega inštituta do tehnično univerzo, ali kako smo jih takrat ambiciozno v vzoru ameriškega MIT-a rekli, Slovenski tehnološki inštitut. Kot vidite, smo cilj popolnoma zgrešili. Danes Slovenija nima tehnične univerze, ima pa univerzo v Novi Gorici. Pot univerze v Novi Gorici se je začela leta 1995, ko sta mestna občina Nova Gorica in inštitut Jožef Stefan ustanovila Fakulteto za znanost v okolju, ki je bila v takratnem slovenskem prostoru prva mednarodna podiplomska šola. Kljub temu, da je nova nastala ustanova živela v relativno neprijaznem okolju in času, ko je bilo bogogledno razmišljati o univerzitetnih ustanovah izven sistema javnih univerz, ampak se je kljub temu hitro in uspešno razvijala ter leta 1998 prerasla v Politehniko Nova Gorica. Ta je že na začetku imela univerzitetno strukturo in nakazovala, da so ambicije snovalcev in ustanoviteljev priti do statusa univerze, kar se je leta 2006 zgodilo. Univerza in njeni predhodnici sta se razvijali v okolju, ki, kot sem že omenil, ni bilo naklonjeno nedržavnim ustanovam visokega šolstva. V tem okolju smo rasli, skušali prodreti z drugačnostjo in odprtostjo v svet, ter s tem obogatiti slovenski visokošolski prostor. Ni nam bilo lahko, velikokrat smo se počutili kot nezaželjen otrok, pa so nas tako tegobe kot uspehi krepili, da smo lahko vztrajali in začrtali poti. Če ne bi, nas danes ne bi bilo, prav gotovo pa ne z takšnim vplivom. Univerza v Novi Gorici je danes še vedno mlada, vitalna ter raziskovalno usmerjena ustanova, ki je močno mednarodno upeta. Še najbolj ljubek zapis o naši univerzi prihaja iz skupine evalvatorjev Evropske zveze univerz, ki so bili pri nas letos spomladi in ki so rekli, da so našli majhno, mlado in aktivno univerzo, polno entuzijazma, srečnimi in zadovoljnimi študenti. Ne vem, če si katera univerza tako želi kaj lepšega. Odlično pa smo se odrezali tudi na novem multiranku ocenjevanja univerz, kjer smo dobili odlične in visoko v evropskem prostoru visoko nadpovprečne ocene za področje raziskovalnega dela in internacionalizacije. Seveda to ni bil slučaj, temveč posledica trdega dela in vztrajanja na poti, ki smo si jo začrtali pred 2 desetletjima. Namreč od samega začetka delovanja naše predhodnice Fakultete za znanost v okolju in kasneje Politehnike Nova Gorica sta naši najpomembnejši strateški usmeriti ravno vrhunskost raziskovalnega dela in mednarodna odprtost in vpetost. Univerze so edine inštitucije, kjer nastaja novo znanje in se prenaša na mlajše generacije ter podjetniško okolje. To je edina taka ustanova. Nobena druga ustanova nima prenosa znanja in ustvarjanja novega znanja. Spravi, univerzi smo
dejansko nekaj posebnega in pomembnega v družbi. Univerze so tudi okolje, kjer v čim bolj harmoničnem vzdušju sobivajo študente in profesori, ter skupaj ustvarjajo novo znanje. Dobrih univerz, brez odličnih študentov in profesorjev, preprosto ni. Naši diplomati, magistranti in doktori znanosti gredo skozi dobro šolo, zato po končanju študija dosegamo visoko zaposljivost. Marsikateri od naših bivših študentov imajo uspešne kariere doma in v svetu. Je pa res, da je število študentov, ki končajo študij na naši univerzi, relativno majhno, in to ne samo zaradi naše mladosti majhnosti. Univerza v Novi Gorici je med mladimi poznana kot inštitucija, kjer je študij težak, kjer se sicer veliko naučiš, ne moraš kar povedati. Tako usmeritev hočemo ohraniti tudi v bodoče in si želimo, da bi nas kot težko univerzo prepoznali tudi najbolj talentirani in motivirani mladi ljudje in se k nam vpisovali v večjem številu. Pozitivne izkušnje študija v majhnih skupinah in v mirnem okolju zagotovo ne bodo nikoli pozabili in jim ne bo žal, da niso študirali v krajih, ki nudijo več zabave. V čem je Univerza v Novi Gorici drugačna od ostalih ustanov? Ena od razlik je zagotovo na status privatne ali bolje rečeno nedržavne univerze. Čeprav imamo zaradi statusa častne težave, saj živimo v okolju, kjer ima beseda privatno še vedno slabšalni pomen, nam ta status omogoča večjo prožnost in dinamičnost pri izvajanju našega poslanstva. Drugi razlog je ta, da nismo nastali kot politični projekt. Univerzo v Novi Gorici smo ustanovili, snovali in gradili posamezniki, zaposleni, zunanji sodelavci in študenti. Zato do nje vsi, vključno študentkami in študenti, čutimo izjemno pripadnost in jo čutimo kot nekaj našega in smo se zanjo pripravljeni razgajati. In kaj je ključ do uspeha? Naša zgodba je na nek način podobna dogajanju v Mongoliji v začetku 13. stoletja, ko je vodenje enega od mongolskih plemen vzel Temujin in imel vizijo, da plemena združba. Največja ovira, ki mu je stala na poti, je bilo projekcionalno kadrovanje po sorodstveni zvezi. Zato se je Temujin odločil, da je potrebno kadrovanje spremeniti v kadrovanje po sposobnosti in to tudi upeljal. V nekaj letih je postal prvi mongolski cesar Džingis Khan, ki je ustvaril največji imperij vseh časov. Preprosto, ne? Kadrovanje je ključnega pomena za razvoj vsake univerze in najbrž tudi za druge inštitucije. Zato vodstva univerz ne smejo nikoli zaiti v skušnjavo, da bi kadrovali drugače kot po sposobnosti. Tudi zato in predvsem zato ima naša univerza na vseh področjih izjemne sodelavce, ki dosegajo vrhunske rezultate. Po 20 letih smo se znašli na razpotu. Dosedanji razvoj je pokazal, da je naša univerza neomajna v svojem poslanstvu, zavezana k mednarodnim univerzitetnim normam in odgovorna do naših študentov in družbe nasploh. Takšna ostala tudi v prihodnje in ne sme zaiti na pot všečnosti in kopiranja zastarelih konceptov visokega šolstva. Zato naše strateške usmeritve predvidevajo, da bo Univerza v Novi Gorici sicer ostala majhna, a drugačna, raziskovalna, mednarodno odprta univerza, ki bo ponudila vsem dostopno vrhunsko izobrazbo. Posebno slednje bo zahtevalo nove pristope, tudi organiziranosti same univerze in mogoče celo lastništvu oziroma ustanovitnosti. Kot taka si bo zagotovila v svojem mednarodnem okolju in še naprej prispevala k raznovrstnosti visokega šolstva v Sloveniji. Za konec na 20. obletnici Univerze v Novi Gorici čestitam vsem, ki ste prispevali k njenemu uspešnemu razvoju, zaposlenim, zunanjim sodelavcem in še posebej študentom, ki so nam zaupali in z nami preživeli tako prijetne kot tudi težke trenutke. Profesor dr. Zavrtanik, najlepša hvala.
Kdo med nami si ne bi želel biti del zgodovine? Vsi od rane mladosti hrepenimo po želji, da bi bili zapisani v zgodovinske knjige ali pa bi vsaj bili prisotni ob zgodovinskih dogodkih. Danes smo vsi priče zgodovinskemu dogodku. 20. obletnici Univerze v Novi Gorici. Nekateri med nami svoje življenje, svoje poslanstvo posvečajo zgodovini. Skozi svoja predavanja in mentorstva odpirajo luč znanja naslednjim rodovom. Z vztrajnostjo odpirajo nove poglede na zgodovinska dejstva in vednost o preteklosti našega prostora. Na oder vabim gospoda profesorja dr. Zavrtanika in profesorja dr. Staneta Grando, oba vljudno vabljena, da se mi pridružita. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 18. marca 2015 sklenil, da naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, profesor emeritus prejme profesor dr. Stane Granda za pomemben prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Profesor Stane Granda je izjemno razgledan zgodovinar s prijaznim odnosom do študentov, sposobnostjo predstaviti zgodovinsko snov v aktualni luči, z razumljivim in sistematičnim posredovanjem snovi. Krasijo ga bogate izkušnje, ki jih na neusiljiv, prijazen in celo očetovski način posreduje mlajšim generacijam. Profesor dr. Zavrtanik, prosim, podelite častni naziv profesorju dr. Grandi. Profesor dr. Stane Granda, mikrofon je vaš. En ali drugi? Spoštovani gospod predsednik, gospod rektor, ob takih primerih, kot človek dobi tako priznanje, mora reči, ko sem znam slišal, da je izjemno presenečen, da ne ve, če je zaslužil, če je to pravično. Jaz sem tudi iskal kakšno besedo, da bi ponovno povedal drugač. Lepa je zgodno, pa nisem našel drugih besed. Moram pa samo reči po pravic, da sem zelo ganjen. Bom pa povedal zakaj. Namreč čutim iskreno hvaležnost Univerzi v Novi Gorici, da me je sprejela v svojo sredo. Kot veste, sem konzervativen, pomeni previden, malo nezaupljiv. Ampak, ko je začela nastajati Goriška univerza, sem bil izjemno vesel in kljub svoji nezaupljivosti, previdnosti, sem in bom prepričan, da bo uspela. Problem počasnejšega razvoja te univerze namreč ni v kvaliteti profesorjev, ampak je v človeškem potencialu tega ozemlja, ki se še ni otresel tragičnih posledic po prvi svetovni vojni, ko je bila Goriška razdeljena in ko je v Republiki Sloveniji pravzaprav samo pol Goriške. Gorica je bila v zgodovini vedno drugi kulturni slovenski center in prav bi bilo, da si svoj položaj v slovenski družbi povrne, čeprav bo zaradi Maribora nekoliko težje, ampak vendar treba se zavedati, da Trst je bil slovenska denarnica, Gorica pa je bila kulturni in verski center Primorske v današnjem smislu. To njeno vlogo Goriške smo skušali obuditi in vrniti pred leti tudi v SAZU-ju, ko smo s pomočjo akademika in podpredsednika SAZU-ja dr. Roberta Brinca ustanovili tu raziskovalno enoto.
Bila je skromna svečka, proti kateri je nastanek univerze Obročnica. Prav bi bilo, da bi se obe poti povezali, da bi raziskovalna enota postala komunistični inštitut tukajšnje univerze. Ni mi prijetno, ko vidim, koliko odličnih goriških rojakov, znanstvenikov, komunistov delo v Ljubljani, pa bi bili tako potrebni doma, kajti kulturna zgodovina Goriške in Primorske ima vrsto posebnosti in je še vedno prav zaradi dediščine fašistične oblasti premalo znana in premalo raziskana. Obstajajo vse možnosti, tudi finančne, da se v prihodnosti razmere popravijo. Goriški je treba vrniti njeno mesto v slovenskem občestvu in univerza je edina prava pot vztrajanju. Za konec. Svoje te misli se moram povedati zato, ker kljub vsem oviram, ki jih imamo na humanistiki dobre študente. Obstaja seveda Gaussova krivulja, to da priznati moram, pa nisem bil vsak študent na filozofski fakulteti. Odlične profesore sem imel, spomnite se akademika Cvitra Grafenauerja, ki bodo ostali s tebi slovenskih zgodovinopisja. Ampak takih diplomskih nalog, kot jih tukaj naredijo nekateri študente po 3 letih, mi po 4 letih v Ljubljani nismo bili sposobni. To moram reči, da to je za mene veliko odkritje in tudi ugotavljamo, da se naši študenti, ki študirajo naprej drugod, so ocenjeni uspešno. V kratkem bomo imeli tudi prvega doktoranta zgodovine, ki je začel pred par leti tukaj svojo pot. Nedavno mi je prejšnji mesec pred zagovorom diplome nek izjemno uspešen kolega z Ljubljane rekel, da bi Nova Goriška univerza, če bi delovala v Ljubljani, bila tamkajšnji najmanj enakovredna, predvsem zato, ker je mlada in neokostenela, da je poudarek na Goriški univerzi na raziskovalnem delu, da je to univerza raziskovalcev, ne pa univerza pedagogov. In mislim, da bi morali prav na raziskovalnem delu še naprej vztrajati, tudi pri vzgoji študentov, razglašati Goriško univerzo za izrazito raziskovalno in ob današnjih prometnih povezav bi bilo samo še vprašanje časa, kdaj bi se temu klicu odzvali ambiciozni študentje. Izrabljamo svoje prednosti, ki so predvsem na kvaliteti, majhnosti in v odnosu in spoštovanju do dobrih študentov in prihodnost je naša. Torej, resnično hvala za priznanje, še več pa za to, da smem biti soudeležen v tem izjemnem zgodovinskem procesu za Goriško in seveda za celo Slovenijo. Iskrena hvala. Ni treba, lahko sedete. Najlepša hvala profesorju dr. Stanetu Grandi in gospodu profesorju dr. Zavrtaniku. Hvala.
Leta 2006 je Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije na svoji seji potrdil vlogo Politehnike v Novi Gorici za spremembo statusa v univerza in s tem omogočil nastanek 4. slovenske univerze, Univerze v Novi Gorici. Goriška pokrajina s svojo lego in podnebjem omogoča tukajšnjim kmetovalcem odlično okolje za pridelavo raznovrstnih pridelkov. Ni čudno, da delujeta Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ter Center za raziskave vina v okviru naše univerze. Prosila bi gospoda profesorja dr. Zavrtanika in profesorico dr. Vrhovškovo, da se mi pridružita na odru. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 18. marca 2015 sklenil, da priznanje častna članica Univerze v Novi Gorici prejme profesor dr. Urška Vrhovšek v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju vinogradništva in vinarstva. Profesorica Urška Vrhovškova že od leta 2009 aktivno sodeluje s Centrom za raziskave vina Univerze v Novi Gorici, s prenašanjem bogatega znanja in izkušenj na sodelavce Centra za raziskave vina je odločilno doprinesla k hitremu razvoju ter raziskovalne skupine. Profesor dr. Zavrtanik, prosim, podelite priznanje častna članica Univerze v Novi Gorici, gospe profesorici dr. Vrhovškovi. Profesorica, mikrofon je vaš. Ja, tudi jaz sem se najprej vprašala, zakaj so zbrali prav mene. Veliko čast mi je postati častna članica Univerze v Novi Gorici. S to univerzo res že dolg časa zelo plodno sodelujemo. Prepričana sem, da bo tako ostalo tudi vnaprej. Posebej se mi zdi, da za Slovence v tujini, posebej tisti, ki smo študirali v Sloveniji, želimo potem dati nekaj tudi nazaj v Sloveniji in vedno, ko pride kakšen študent v moj laboratorij iz Slovenije, sem res vesela, da pač so iniciative in prav Univerza v Novi Gorici in Center za raziskave vina v tem okolju vidim zelo veliko, zelo motiviranih ljudi. In mislim, da je to, kar bo slovensko znanost sigurno peljalo naprej. Najlepša hvala še enkrat. Obema najlepša hvala, še vedno se lahko usedete nazaj. Univerze v Novi Gorici ne bi bilo brez vztrajnega dela. Od samih začetkov do danes nam stojijo ob strani ljudje, ki verjamejo v boljši jutri. Njihove raziskave odkrivajo nove mejnike na področju analizne in fizikalne kemije. Laboratorij za raziskave v okolju na Univerzi v Novi Gorici se je s pomočjo takega človeka postavil na svetovni zemljevid kot vodilni laboratorij za spektrometrijo s toplotnimi lečami v kromatografiji in pretočni injekcijski analizi. Na oder bi povabila gospoda profesorja dr. Zavrtanika in gospoda profesorja Chu Trana. I kindly invite Mr. Professor Dr. Zavrtanik and Mr. Professor Dr. Chu Tran to join me on the stage. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 13. maja 2015 sklenil, da priznanje častni član Univerze v Novi Gorici prejme profesor dr. Chu Tran v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju analizne kemije. At its session on 13th of May 2015, the Senate of the University of Nova Gorica decided to grant the title Honorary Member of the University of Nova Gorica to Professor Dr. Chu Tran as a sign of acknowledgement of his great contribution to the development of scientific excellence of the University of Nova Gorica in the field of analytical chemistry. Professor Chu Tran
played the leading role in the development of research in scientific areas such as ionic liquids and composite materials at the University of Nova Gorica, making the Laboratory for Environmental Research appreciated as the world's leading laboratory for spectrometry with thermal lenses in chromatography and flow injection analysis. Profesor dr. Zavrtanik, prosim, podelite priznanje častni član Univerze v Novi Gorici, profesorju dr. Čutranu. Professor Dr. Chutran, the microphone is all yours. Thank you very much. I am very deeply honored to accept this award. And I am very sorry I cannot speak Slovene. I can speak Vietnamese, Japanese, and some broken English, so I have to speak in English today. My collaboration with the people of this country and with this university started more than 20 years. Begin with Professor Malan Franco from the Joseph Stephen Institute. And then through the beginning of this university and until now. And I have made so many good friends here, and we have very, very good collaboration. We have so many collaborated grants between the US and Slovenia, and we published so many papers. Some of them have a very high citation. And more importantly, the people here and of this university treated me very well. And whenever I come here, they went out of their way to treat me and take me to very good restaurants and drink some of the best wine I ever had. And believe me, my family live in California, so I drink a lot of wine, but your people make very good wine. And we get a lot of good work done. People are very nice scientifically as well as personally. So I try to do my best to continue to keep this collaboration going. And because I really like this nice university and this beautiful country, you have a very nice beaches, very tasty food, and extremely good wines. Thank you very much. Professor Dr. Chutran, thank you very much. Kdo se ne spomni teh glasbenih melodij? Kdo se ne spomni vseh vragolij, ki so jih ustvarjali trije risani junaki? Komu med nami niso polepšali dneva, ko smo jih prebirali? Ko smo komaj čakali, da izide nov strip, nov risani film, nova karikatura?
Univerza v Novi Gorici je leta 2000 podelila prvo priznanje častni doktorat. 15 let kasneje podeljuje častni doktorat človeku, ki je ustvaril mnogo katero lepo zgodbo o uspehu. Na oder vabim gospoda profesorja dr. Zavrtanika in gospoda Mikija Mustra. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 13. maja 2015 sklenil, da priznanje častni doktorat Univerze v Novi Gorici dr. honoris causa prejme Miki Muster za umetniško ustvarjanje, s katerim je obogatil svetovno umetnost z izjemnimi dosežki. Miki Muster je nedvomno eden najboljših ustvarjalcev slikanic in stripov ter filmskih risank. Štejemo ga za začetnika slovenskega stripa in enega najuspešnejših ustvarjalcev na področju stripa in risanega filma. Profesor dr. Zavrtanik, prosim, podelite priznanje častni doktorat gospodu Mikiju Mustru. Lahko govorim. No, najbrž ste pričakovali spet govor, ampak jaz nisem bil prišel na svet zato, da bi govoril. Jaz sem poskušal temu narodu dati veselje s tem, da sem jih zabaval, da sem jim dal smeh na obraz, da sem poskušal vse življenje osrečevati malo in veliko. Je zato pa, oprostite, jaz ne bom dolgovezen, povedal bom samo, da sem presrečen, da sem na stara leta doživel tako čast, da mi je podeljevala univerza priznanje za to, za kar sem delal vse svoje življenje. Hvala lepa vam vsem. Najlepša hvala, gospod Miki Muster. Človeštvo je nagnjeno k raziskovanju vseh oblik življenja. Večkrat se vprašamo, od kje smo, odkud smo prišli, kam gremo, zakaj smo tu. Odgovori so nam ponujeni v nas samih in okoli nas. Želja po razumevanju nas je pripeljala do raziskovanj najmanjših oblik življenja. Celične raziskave nam omogočajo boljše razumevanje živih bitij. Z znanstvenim pristopom prodiramo v prostor nekoč nejasnih oblik bolezni. Na oder bi povabila profesorja dr. Zavrtanika in gospoda profesorja dr. Geralda P. Schattna. I kindly invite Mr. Professor Dr. Zavrtanik and Mr. Professor Dr. Gerald P. Schatten to the stage. Senat Univerze v Novi Gorici na seji 13. maja 2015 sklenil,
da priznanje častni doktorat Univerze v Novi Gorici dr. honoris causa prejme profesor dr. Gerald P. Schatten v znak priznanja za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju razvojne in regenerativne medicine. At its session on 13th of May 2015, the Senate of the University of Nova Gorica decided to grant the title of Honorary Doctor of the University of Nova Gorica, Dr. honoris causa, to Professor Dr. Gerald P. Schatten as a sign of recognition of his exceptional scientific and expert achievements in the field of developing and regenerative medicine. Professor Gerald P. Schatten is currently president of UNESCO's International Cell Research Organization. He's an eloquent advocate for research in reproduction, development, regeneration and stem cells. Profesor dr. Zavrtanik, prosim, podelite priznanje častni doktorat profesorju dr. Geraldu P. Shattenu. Please, microphone is yours. Kvala. I will now switch to English. Mr. President, thank you so much for joining in this celebration of the greatest of human endeavors, the quest for new knowledge, the most benevolent thing there is on earth. Dr. Rector, thank you so much for the vision. And I am so honored to be awarded this honorary doctorate together with the other women and men who were here. Who could have imagined 300-400 years ago when this beautiful building was designed that we would be here celebrating what we're celebrating? Like the vines that are planted all around us, the human intellect must have certain intrinsic talents, but it also must be nurtured by the soil and nutrients and warmed by the energy of the sun. And who can imagine what this land went through in this past century? It's extraordinary to think of what all your predecessors or you yourselves experienced in the last century. And who could have imagined 20 years ago the vision that for the new country of Slovenia, you would have a world-class university not based on who your parents were or whether you had a Y chromosome, only based on your intrinsic talent and your drive and your motivation. And this university would provide the nourishment, the intellectual, the research nourishment to bring the best out of the most dedicated people. And I am so proud of what has been achieved in the 20 years since it was founded. Now, I worry about this year and the next 5 years. I worry that with migrations of people looking for a safer place, our young people here in Slovenia who are so talented and so dedicated will need the support, the emotional, the intellectual, the financial, the compassionate support of all of you, because I suspect that they will encounter challenges, I hope not like the challenges in the past century, but challenges to sustain and launch their careers. And I'm confident that with this social network here, you will support the next generation so that 20 years, 50 years, 100 years, there will be celebrations, again, remembering this historic day and celebrating the tremendous talent of the best and the brightest here in Slovenia. Hvala.
Professor Dr. Shatton, thank you very much. Skozi zgodovino bi brez trdnih in načelnih ljudi naša regija ne obstala. Samo moč besede včasih ni bila dovolj. Potrebni so bili hrabri in pošteni ljudje, ki so želeli živeti in obstati. Vendar pa moč besede vedno premaga tehtnico znanja na višjo raven. Uspeh posameznikov, ki so verjeli v moč znanja, moramo vedno spoštovati in ga spodbujati. To nas gradi večje in močnejše. Na oder vabim predsednika upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, gospoda Borisa Perica in gospoda profesorja dr. Žekša. Upravni odbor Univerze v Novi Gorici je na seji 9. aprila 2015 sklenil, da priznanje Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici prejme profesor dr. Boštjan Žekš v znak priznanja za pomembne zasluge pri razvoju, ugledu in uveljavitvi Univerze v Novi Gorici doma in v svetu. Profesor Boštjan Žekš je postavljal zgodovinske temelje v nastajanju in razvoju Univerze v Novi Gorici. Obenem je postavil zgodovinske mejnike tudi v razvoju modernega visokega šolstva v Sloveniji. Gospod Peric, prosim, podelite gospodu profesorju dr. Žekšu priznanje Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici. Hvala za zlato plaketo. Hvala tudi za lepo utemeljitev, iz katere vidim, da sem jaz neke vrste prvoborec. Tako kot tisti leta 41 in tisti leta 91. In mi prvoborci vedno izrabimo tako priliko, da izrazimo tudi svoje nezadovoljstvo. Ne nezadovoljstvo z univerzo, ki lepo napreduje, ampak nezadovoljstvo z okolico, z okoljem, bližjim okoljem, širšim okoljem, ki je vedno od samega začetka na univerzo v Novi Gorici gledalo kot nekaj čudnega, nekaj sumljivega. Ta odnos do univerze se je gibal od recimo prikrito sovražnega do sedaj tolerantnega. Nikoli pa ni bil spodbuden. Nikoli nismo spoznali, da Slovenija potrebuje tudi novosti v visokem šolstvu. Da potrebuje nov pogled, da ne smemo ostati pri starem in umreti pri starem. Tako da jaz upam, da se z današnjim odlikovanjem, gospod predsednik, tudi pogled na Univerzo v Novi Gorici spreminja
in bodimo optimistični. Hvala. Gospod profesor dr. Žekš, najlepša hvala za te besede. Na oder vabim župana mestne občine Nova Gorica, gospoda Mateja Arčona in rektorja univerze, gospoda profesorja dr. Danila Zavrtanika. Mislim, da vi prevzamete. Spoštovani predsednik republike, spoštovana ministrica, dragi visoki gostje, cenjeni nagrajenci, gospe in gospodje. Spoštovani rektor univerze, zaposleni. Nova Gorica, mestna občina Nova Gorica je imela zelo pomembno vlogo pri ustanovitvi te univerze. In ker v dvorani vidim tudi podpisnika listine o ustanovitvi univerze v Novi Gorici, bivšega župana Črtomirja Špacapana, bi prosil, če se mi tudi on pridruži pri tej čestitki. Spoštovani rektor, zaposleni, iskrene čestitke v imenu mestne občine Nova Gorica. V vašem govoru ste povedali, da včasih razburkate slovensko javnost, včasih razburkate tudi naše lokalne okolje. Ampak moram povedati, da cenimo in spoštujemo vaš trud, da ste imeli, imate in boste imeli vedno odprta vrata na naši občini. Jaz vam iskreno čestitam, da bi se univerza še naprej razvijala konsistentno, odločno in s trdo vizijo v osrčju Goriške. Hvala. Najlepša hvala vsem trem. Zgodbe se ne napišejo same. Zgodbe so tisočletja potovale. Zgodbe so nenasitne uživalke človeške domišljije. Tisočletja potujejo in se nam izpovedujejo. Človeštvo potrebuje zgodbe, da obstane. Vrtci, osnovne šole, srednje šole, gimnazije, višje šole, fakultete, akademije,
so zgodba slovenskega učnega prostora. In ne dvomimo, da Univerza v Novi Gorici je in bo zgodba za naslednje rodove. Drage dame, dragi gospodje, vljudno vas vabim na pogostitev. Najlepša hvala za vaš obisk in kmalu spet nasvidenje. Jaz sem Marjuta Slamič, z mano na odru pa sta kitarist Teo Kolori in vokalist Vladimir Hmeljak. Hvala.